ekipo iz Kriških podov. Živijo. Danes sem pa na Gorenjskem in sem sam. Grem pa izhodišče Mojstrana, grem pa na Vrtaško Sljeme. Vrh, na katerem sem enkrat letos poleti že bil, zimo pa z Alešem, ampak sem tole zadevco, s katero se snemam, doma pozabil. Tako da ponavljam vrh, ker mi je bil res vrhunski in bi rad to delil tudi z vami. Gremo. Od začetka se kar strmo vzpne in strmina kar nekaj časa ne popušča. Tale vzpon bi jaz razdelil na dva dela. Prvi del po gozdu do Vrtaške planine, pa naprej pa več ali manj izven gozda, pa lepi razgledi proti vrhu. Je pa že tukaj pravi bazen, tale sonček, ko v Ljubljanski kotlini na te verjeli megla. Zaradi precej starega klanca se hitro greješ. Tako da meni je tako luštno, da mi je toplo in da sem v kratkih rokavih. To je še eno od teh vzponov, kjer sta samo dve strmini. Strmo pa bolj strmo. Sicer se nam po pot odprejo, sem pa kaj taki bolj sramežljivi razgledi, ampak tale je pa prvi tak res lep. Zdaj, če s levo imate Kepo, malo levo od sredine je Dovška baba, pa tam dole pa Stol. Tle nasprot je pa Jerebikovec, mislim, da je Jerebikovec, najvišji vrh Mežakle. Tale pa marsikomu prav prišla. Tole naravnost je že Triglav, pa Rjavina. Spodaj, globoko spodaj se sliši slab Peričnik. Se pa tukaj tudi začnejo že malo tele varnostne ograje, kar pomeni, da se počasi približujemo planini. Še Radovno se vidi, gor nad njo, nad kotom, oziroma nad krmo Dovško babo. Tamle desno od Triglava se pa tudi luknjo vidi. Prav mesto, kjer se stika Primorska in Gorenjska. Tisto, kar sem prej rekel, da se počasi približujemo planini, morate vzeti rezervo, res počasi se približujemo. Ko se nam pa drugič odpre tale pogled, pa smo že blizu planine. Tukaj pridemo pa zdaj čisto v drug svet. Vstopam na pašnike. Včasih te kakšne stvari presenetijo. Sem bila prvič, ko smo bili prvič tlele gor, me je ta žičnica kar precej presenetila. Ne bi pričakoval, da so jo speljali takole gor. Malo pravil obnašanja na planinah in lepo je, če to upoštevamo, ker smo gostje tle. Do zdaj sem se kar malo butazga počutil, ko imam derese pa cepim s sabo, ampak
Evo, sneg se je začel. Od Žičance proti planini je taka luštna pot za traktorček. Drsališče. Kaj pravite pa na ta pogled proti Stenarju? Drugače pa dobrodošli na Vrtovški planini. Tukaj je prijetno tlele sedeti, zavet je lepo, sonček greje, brez problemov v kratkih rokavih. Ampak je počasi treba iti naprej. Pogled proti megleni Ljubljanski kotlini. Drugače tamle do planine smo premagali okoli 800 višincev, od planine do vrha pa še ne 600. Pa tukaj so nakloni precej manjši, se pravi vzpon ni toliko napet, ampak se kar lepo zložno vzpenjamo. Zaključek bo edin še malo bolj strm, ampak tudi ne vem kva. Kaj pravite pa na to? Dolina Vrata spodaj. Tole je pa naš cilj. Zdaj sem pa spet prišel na precej prostrane pašnike oziroma travnike. Sem pa prišel tudi na greben, tako da začel kar pihljati. Evo, desno je Vrtaški vrh. Sleme še 1 uro, smo pa 1820 metrov visok. Se pravi še dobrih 100 metrov, a 200. Še pogled nazaj. Tako da se nam pa odpre pogled v dolino Save. Dolinke, tiste desno je bila Vrtača, zadnje pa že Avstrija. Še tole imamo za premagati, evo. Čuva se za vdih, pa razgled. Kar prava četica gor. Tam sem pa presenetljivo veliko ljudi srečal.
Tole naravnost je Špik. Tamle ne vem, je Kranjska Gora, Gozd Martuljk, Kranjska Gora vredno. Evo, dobrodošli na vrtaškem slemenu. Kukova špica, zadnja Škrletica, Stenar, Triglav, Rjavina, dol Vrata. Tam imamo Stol, Golica, Kepa. Tisle pa veliki Klek, po mojem. Evo, tole je selfie z vrha danes z ekipo iz Kriških podov. Evo, svet je toliko majhen, pišu, ka. Led smo jedli pri njih, te pa hribolazmovska, tako da na Kriške pode drug let. Vsi. Ja. Juli, september. Veseli študentje. Idem pa pospremil še padalce v zrak. Veter heca je premočan. Kot ste videli, je malo padalce veter heca, tako da jaz sem kar dol v Drinu in jih bom mogoče po zraku, ki je posnel, ko bo dol letel. Še enkrat pogled nazaj. Gremo dol. Ja, tu je pa še pogled naprej. Ko gre dol hitrej, sem že na planini. Je pa tukaj tudi ena pot vrisana na zemljevidih proti slapu Peričnik. Nisem še nikoli šel, ni pa markirana, tako da je ne poznam, ampak bo treba drug let probati tole, da se krožno do sem gor naredi. Grem že mimo Žičance, razmišljam pa, danes sem srečal sigurno 20 ljudi, če ne več. Prav neverjetno. Pa med tednom je, pa še, rečemo temu, zimske razmere. Tako da nisem vedel, da je toliko priljubljen vrh tole. Dele so malo bolj škelovradovno videli, ker je sonce že toliko bolj desno. Moram tole še posneti, ker je toliko lepo. Takole, en zelo lep izlet je spet za mano. Drugače z mano tudi starša sta šla, medtem ko sem jaz tle gor šel, sta šla one dva na Martuljške slapove. Tako da, če hočete, komod se skombinira takele izlete. Tako da ste me prišli zdaj iskat nazaj. Grem se pa jaz, sem le v Triglavsko Bistrico še malo splakant, ker sem se malo spotil. V glavnem,
ful dober vzpon, nič zahteven, kar se tehnično tiče, fizično se je treba kar potruditi, da gor prideš. Pa razgledi ste videli, kakšni so, super. Tako da, to je pa Triglavska Bistrica. Baje, da je edina reka v Sloveniji, ki je pitna od izvira pa do izliva. To sem zadnjič slišal. Nič, hvala vam, ker ste ostali z mano do konca. Vse podrobnosti bojo dol. Imejte lep dan še naprej, pa čau!